8. aprila imamo 43. odprto prvenstvo Bežigrada v skokih z male prožne ponjave. Pričakujemo nekje 500 tekmovalcev, imamo tudi goste povabljene iz Srbije. Gre za tekmovanje z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, torej v skokih z male prožne ponjave. Od 8. naprej bo tukaj dvorana odprta, tekmovanje se bo predvidoma začelo ob 9:30. Gre za redni del tekmovanja, to mislim v smislu tega, da bo po tekmovanju, po tem zaključenem rednem delu še finalne tekmovanje, finalisti pa se bodo pomerili tisti, ki so uvrščeni na podlagi tega tekmovanja in predhodnega tekmovanja, ki je bil v Renčah. Urnik še ni čisto znan, tako da verjetno bo ta finalni del, ki bo mogoče malo bolj zanimiv, tam nekje po 2., 3. uri, ker zdaj še vedno čakamo prijave, ki so rok prijav še odprta do konca tega tedna. Gledalce splošno vabimo že ob 9:30 na otvoritev. Imeli bodo priložnost videti veliko mladih, ki skačejo tukaj v športnem centru Triglav. Začetniki, tisti, ki še niso tako sposobni za tako tekmovanje, bodo imeli lažji nivo tekmovanja tukaj v osnovni šoli dr. Vita Kragerja, v tej telovadnici čisto zraven. Nekje okrog pol dneva, pa naprej bodo pa tudi starejše ekipe, starejši člani, torej bolj zreli tekmovalci, kjer pa se bo dal videti precej težjih skokov, pa bolj atraktivnih. Torej, gre za skoke z male prožne ponjave, kakor že prav sam naziv. Če to na kratko opišem, vsak tekmovalec mora v tem rednem delu izvesti eno obvezno prvino, en obvezni skok in 3 poljubne. Imajo nekje 20 metrov zaleta, en odriv iz ponjave in doskok na debelih, mehkih blazinah. Obvezni program je sestavljen iz določenega skoka za posamezno kategorijo. Torej, naprimer, člani in članice morajo pokazati skrčeno salto, recimo starejše deklice pa starejši dečki pa imajo stegnen skok s celim obratom za pokazati. Tako da te obvezne prvine se stopnjujejo od mlajših kategorij proti starejšim, vedno večja težavnost. Ocenjujeta 2 sodnika, vsak od njih da oceno in to povprečje ocen velja kot njihova ocena, ki se potem pomnoži s koeficientom težavnosti skoka. Vsak skok ima svojo težavnost, je v tabeli težavnosti in služi ta težavnost kot koeficient, torej je rezultat zmnožek te ocene in tega koeficienta in to potem predstavlja točkovni rezultat posameznega skoka, posamezne serije. Je to navaren šport? Mislim, da ne, da ni navaren šport, zgleda lahko zelo atraktivno, tudi mogoče kdaj nevarno, je pa to predvsem nevarno, če ga ne delajo pravilno, če ne izvaja pravilno ali pa če kdaj kdo malo forsira to težavnost. Najmlajša kategorija pri nas so cicibani, to je leto 6, od 6. leta naprej, to pač cela osnovna šola in praktično je neomejeno starost navzgor. V tej disciplini imamo kar nekaj uspehov, predvsem v starejših kategorijah, precej dominiramo pri članicah, pri članih, tudi pri mladinkah in starejših deklicah, tako če gremo od vrha kategorije navzdol. Malo manj smo uspešni pa pri mlajših kategorijah. Tako da tudi tam ne forsiramo to, ampak potem pri starejših kategorijah pa težavnost kar povečujemo. Ekipo sestavljajo 4 tekmovalci pri mlajših kategorijah, plus 2 imajo v rezervi. Pri starejših od mladincev in mladink do članic in članov pa že 3 tekmovalci plus 2 v rezervi. Tako da je lahko ekipa tudi 5 članov. V mednarodnem svetu teh tovrstnih tekmovanj posameznih ni na mali prožni ponjavi. Se pa mala prožna ponjava uporablja v tekmovanjih Team Gym. Team Gym izhaja iz Skandinavije, gre za ekipni šport, ne za posameznike, kjer pač ekipa 6 tekmovalcev skoči zaporedoma en za drugim v rafalu in
se izvaja 2 ali 3 prvine na mali prožni ponjavi, ena celo čez preskok ali 2 čez preskok, tako da pač to je kombinacija, ki jo lahko izvajajo. Predvsem iz našega društva izhaja akrobatska skupina Žabe, ki so včasih tukaj, tudi v Sloveniji so to bili neki začetki tega športa. Tudi s tem so zasloveli in šli po celem svetu tudi na turneje. Zdaj tega tudi veliko v Sloveniji, celo se mi zdi, da smo ena močnejših držav, kar se tega tiče zabijanja. Vem, da smo imeli tudi organizirana tekmovanja v tem. Verjamem, da to obstaja še kje v kakšni drugi državi. Je pa mala prožna ponjava tako zanimiva ali pa koristna tudi za kakšne druge športnike, športe, akcije, aktivnosti, kakorkoli. Je nekaj koordinacije v zraku, ki jo treba obvladati, neke moči in tudi hitrosti.